Ja, Hope je bila ustanovljena leta 2010 spomladi, to je nekaj mesecev po moji prvi vrnitvi iz Darfurja, kamor sva s Tomom nesla prvo pošiljko miniaturnih kamer, računalnikov, diskov in ostale opreme za video nadzor in pa bolj kot to za zaščito žensk in otrok pred posilstvi in grozodejstvi. Dejansko je bila situacija, že preden smo šli iz Slovenije, zelo težka, ker je težko legalno prepeljati vso to opremo. Potrebno je imeti urejene papirje že v Sloveniji, v Evropi, da gre za humanitarno donacijo in tukaj so bili že prvi zapleti. Potem, ko se pride v Afriko, se zgodba ponovi. Treba je nekako legalno prešvercati vso opremo, sicer lahko kaj hitro ostaneš brez nje in se znajdeš v zaporu. Tako da prva stvar, še preden sem šel na pot, je bila to, da sem rekel, mi potrebujemo svojo organizacijo, da bomo lahko to delali. Drugo je bilo to, da sem se na lastne oči prepričal o vsem tem, kar je govoril Tomo. Kako razne organizacije delujejo, kako veliki aparati so to in zaradi tega nezmožni pomagati hitro, učinkovito na vseh področjih. In smo takrat družno z Darfurci sklenili, da je res nujno, da se ustanovi neka nova organizacija, ki bi bila zmožna na teh terenih pomagati hitro in učinkovito s takšno vrsto pomoči, kot sva takrat s Tomom prišla. No in potem še vse ostalo videno v Darfurju, grozote, begunska taborišča, fantje na fronti. Dejansko tisto je mene prepričalo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bi ljudem v Darfurju pomagali. In ko sem se vrnil, smo dejansko ustanovili ustanovo Hope, kjer smo upoštevali vsa mnenja prijateljev, ki so pristopili k zbiranju donacij za prvo pošiljko kamer. Upoštevali smo vse to, česar, bom rekel, v narekovajih ne maramo pri ostalih organizacijah. Veliko se je v tistem času, pa tudi v današnjem, se govori o netransparentnosti, nepreglednosti, ali res pride pomoč na pravo mesto, ali pride vsa pomoč tja, koliko organizacije vzamejo. No in potem smo rekli, da bomo naredili res transparentno ustanovo, kjer bodo vse donacije, kot se seveda zdaj tudi vidi, so označene na internetu. Na tisti dan, ko nekdo donira, se ga z inicialko priimka in imenom, datumom pa zneskom vpiše na internet, tako da se prepriča, da je ta znesek dodan donacijam. In pa seveda na drugi strani so prejemniki, ki ravno tako morajo biti obveščeni, kako neka organizacija deluje, če želimo, da bi bilo medsebojno zaupanje. In zato smo tudi njih že v samem štartu pozvali, da sodelujejo pri izbiri pomoči, kakšno pomoč, kakšne kamere, v kakšnih količinah, kaj so tiste njihove res prve potrebe, ki jih imajo. In pa tudi omogočili smo jim, da lahko pogledajo v bančni račun, konec koncev naše ustanove, koliko je bilo zbrano, in da se res držimo naše zaveze, da ne bomo za delovanje organizacije uporabili niti en sam cent, ampak da bomo to zagotovili sami. To je naša donacija strani nas organizatorjev, ustanoviteljev, vse donacije pa namenimo potem za pomoč. In tudi ljudem smo omogočili, da se sami odločijo, katero akcijo želijo podpreti. Že pred, bom rekel, mojim prihodom in pa pomoči, podpori Tomu Križnarju in Darfurcem se je začela akcija za vrtalno napravo v Darfurju za iskanje vode, ki smo jo potem prevzeli in jo nadaljujemo. Potem internet, kamere, video oprema, računalniška oprema za Sudan. Skratka, ljudje se lahko sami odločijo, katero akcijo želijo podpreti, če jo želijo. In pa kasneje je prišla tudi akcija za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Dodali smo še to akcijo, ker nas je veliko Slovencev, slovenskih donatorjev spraševalo, zakaj v Sloveniji ne naredimo nič, ker je tudi tukaj potreba, tudi tukaj ljudje potrebujejo pomoč, tako da smo štartali še s to akcijo. No in potem je zadeva seveda rastla, odpirale so se nove fronte, nove potrebe in danes je ustanova v takšni obliki, kot jo vidimo.
Ja, zgodba z vrtalno napravo je zelo težka. Po eni strani ljudje nujno potrebujejo vodo. Nimajo vode, oziroma voda je pod zemljo, pa ne morejo do nje. Zbralo se je dovolj denarja, ampak skozi vsa ta leta od začetka akcije, ko je bilo možno priti preko Kameruna Čada v Darfur, potem se je zgodilo to, da se je čadski predsednik Idris Deby pobratil z Baširjem, sudanskim predsednikom, in so zaprli mejo, skupno vojsko so postavili in prehod meje je praktično nemogoč. Potem smo imeli načrte, da bi se z vrtalno napravo prebili skozi Libijo, pa je vojna v Libiji preprečila tudi to. Zadnje upanje, zelo dolga pot sicer, je bilo skozi Južni Sudan. Načrti so bili, povezali smo se že z mnogimi prijatelji, tako v Evropi kot v Afriki. Potem je prišlo lansko leto še do državljanske vojne v Južnem Sudanu, kar vsaj navidezno kaže, da je Darfur odrezan od sveta in bo nemogoče priti. Mi pa še vedno upamo, da bo šlo. V vsakem primeru pa, glede na to, da je zdaj vrtalna naprava kupljena, ne gre samo za vrtalno napravo montirano na kamion, ampak še dodatni kamion z zelo zmogljivim zračnim kompresorjem, ker v Darfurju ni vode, da bi se vrtine spirale, zato je potrebno to z zrakom spihati. Skratka, gre za dva kamiona, ki sta pa seveda zelo opazna na zemlji, in nevarnost, da bi se karkoli zgodilo že med samo dostavo, je zelo velika. Ampak nekako upamo, da bi vrtalna naprava bila dostavljena najprej na mejo med Južnim Sudanom in Sudanom v bližino Nubskih gora, potem v Nubske gore, ker tudi tam so potrebe po vodi zelo velike. To je nekje najbolj realna možnost v tem hipu, da naprava začne delovati in ljudem, ki trpijo zaradi pomanjkanja vode, lahko takoj pomaga. Potem pa je naša želja, da se prebije do Darfurja, kar pomeni nekaj tisoč kilometrov bojnih polj, kjer so tako sudanska vladna vojska kot džandžavidi in ostale milice. Ampak upamo, da bo prišla. S tem namenom smo začeli akcijo, dali smo obljubo donatorjem in pa prejemnikom, se pravi ljudem v Darfurju, da jo bomo dostavili. Časovni okviri pa tukaj žal se raztegnajo preko vseh meja, ampak res upamo, da bo šla na pot. Ta akcija poteka, je tudi praktično se je začela že pred našim vstopom in pa podporo Tomu Križnarju, ko je on že leta 2006 ugotovil, da ga ljudje prosijo, da ostane z njimi na terenu, ker dokler je tam kamera, se kriminalci bojijo početi vsa tista grozodejstva, ker se bojijo, da bojo posneti. Tomo je že leta 2009, začetku leta 2009 v Darfur odnesel prvo pošiljko satelitskih telefonov, računalnikov in pa videokamer. No, potem pa istega leta, decembra, sva pa skupaj malce večjo pošiljko miniaturnih kamer in ostale opreme dostavila skupaj. Gre za to, da majhne kamere se lahko skrijejo in te kamere lahko posnamejo grozodejstva in efekt po dostavi je bil neverjeten. Gre za to, da nihče ni vedel, kje so kamere, nihče ni vedel, koliko jih je, vedeli so, da jih je veliko, in zaradi tega se je zgodil praktično čudež na kar precejšnjem področju Darfurja in pa meje med Čadom in Sudanom, ker so se storilci res bali, da bodo posneti. Akcija se je pa potem nadaljevala iz darfurskih področij proti Nubskim goram, kjer je odjeknila nova vojna po odcepitvi Južnega Sudana, in zato smo pristopili na pomoč tudi Nubam in dostavili, bom rekel, kar večje število kamer, kasneje tudi satelitskih internetov, prenosnih računalnikov. No, ne dolgo zatem se je zgodba ponovila še v Modrem Nilu in so nas prosili, če jim lahko pomagamo identično kot Darfurcem in Nubam. Tako smo začeli opremljati še civiliste v Modrem Nilu in pa Abjeji. To pomeni, da kamere
satelitski internet in vso ostalo opremo dostavljamo na tista najbolj ogrožena področja, kamor praktično nobeni reporterji ne stopijo, jim ni dovoljeno in zaradi tega ni poročil. Do zdaj mislim, da je dostavljeno preko 1500 kosov opreme, od tega okoli 750, če se ne motim, kamer različnih modelov, gre za miniaturne kamere, potem pa razne foto-video kamere, tudi, bom rekel, že zelo zmogljive videokamere z veliko povečavo, z GPS pozicijo, skratka res cel spekter teh kamer. Poleg tega je bilo dostavljenih 13 mobilnih satelitskih internetov, lansko leto 3 kompleti za satelitski internet z krožnikom. Moram reči, da imamo še vedno dostave z aktivacijo le-teh, ker se zaradi vseh mogočih embargov nad Sudanom, Južnim Sudanom, operaterji ne upajo zagnati. Včasih se iz danes na jutri spremenijo pogoji, ampak ravno ta hip je to v teh področjih, kjer se nahaja en izmed teh naših internetov in mislimo, da bo usposobljen. Potem pa na poti nazaj še na 2 drugih. Tako da trenutno je cirka 16 internetov tudi aktivnih, pa seveda 60-70 prenosnih računalnikov, cel kup zunanjih diskov, na katere se potem shranjujejo posnetki, kartice, razni polnilci, solarni polnilci, generatorji in tako naprej. Skratka, te opreme je res veliko, v skupnem znesku mislim, da je že okoli 170 000 evrov. Ta oprema pa, kot sem rekel, je res zdaj na celi bojni črti od Darfurja, Abyei, Nubskih gora in pa Modri Nil. Ja, to je zopet večplastni odziv. Pri, bom rekel, ženskah, otrocih, učiteljicah je bil odziv neverjeten, ker gre za zelo preproste kamerice, ki ne zahtevajo nekega blaznega znanja za uporabo in skoraj da čudežni efekt. Skratka, one se lahko zaščitijo. Ugotovili smo, da se je glas razširil kot blisk in skratka, kjerkoli sumijo, da je kamera, tam je res upad nasilja nad prebivalci. Tako da s Tomom sva se tudi vrnila nazaj na področja v Darfurju, kjer smo kamere dostavili in besede teh žensk, otrok so bile zelo ganljive. Skratka, ko slišiš, da jim je to pomagalo, je neverjetno. Potem je pa seveda druga zgodba, je pa poročanje o večjih napadih, o preganjanju celih vasi, tam pa gre potem prav dejansko za poročanje. Moram poudariti, da mi kot ustanova Hope ali pa Tomo Križnar nismo lastniki teh posnetkov. Mi smo dejansko ljudem predali opremo z eno samo zahtevo ali pa prošnjo, da uporabljajo za zaščito svojega prebivalstva. Poročila pa pošiljajo sami, neodvisno vsem medijem. Tudi do nas seveda pride zelo veliko posnetkov, včasih polni diski, preko interneta nam pošiljajo in vse to se potem deli z aktivisti, z mediji po celem svetu. Dobivamo poročila, kako so posnetki prišli direktno, ne vem, v Evropski parlament, v Belo hišo, v Haaško sodišče. Ampak gre za to, da želimo, da ljudje sami poročajo, da se vidi, da ne gre za filtracijo teh podatkov, ampak da so dejansko direktno iz ogroženih področij. Zato tudi na teh področjih opremo razdelimo različnim plemenom. Ne samo enemu, ampak skratka vsem, ki se tam nahajajo, ne vem, če dam primer Darfur, ne samo plemenu Zagava ali pa samo Furom, ampak vsem tudi Masalitom. Skratka, da nekako oprema prepreči tudi med njimi spore, da se ne bi med seboj bojevali, ker do tega dostikrat tudi pride na terenu. Tako da oni poročajo sami. V Nubskih gorah se je, na primer, so ustanovili s pomočjo naše opreme, ko je bil Tomo v Nubskih gorah ob začetku vojne leta 2011,
se je ustanovil tim Oči in ušesa Boga, Eyes and Ears of God. In takrat mislim, da smo dostavili blizu 100 kosov kamer in računalnikov in ostale opreme, tudi kar nekaj internetov, da so oni začeli poročati. Potem so iz tega Eyes and Ears naredili oziroma nadgradili v nubareports.org. Skratka, imajo svojo spletno stran, na kateri objavljajo njihovi, lokalni novinarji, posnamajo, beležijo dogodke, dokumentirajo vojno in to objavljajo. Podobno se dogaja tudi v Modrem Nilu, kjer so se organizirali sami s pomočjo sprva samo naše opreme, kasneje so jo tudi sami še dobili od ostalih donatorjev in zdaj poročajo. Tako da gre na res več plasteh, od čistega humanitarnega poročanja, o številkah, o primerih, ki jih imajo na terenu, do vojaškega poročanja, do dejansko medplemenskih sporov, skratka, vsi poročajo. Smo pa skozi ta leta ugotovili, da je zelo pomembno, da se tudi lokalno prebivalstvo obvešča znotraj samega Sudana, ker informacije ne krožijo, ponavadi so potvorjene oziroma so provladne ali prouporniške in ljudje so zmedeni. Tako da so nam ljudje večkrat rekli, da naj jim pomagamo pri tem, da bodo oni lahko v lastnem jeziku, da bodo v arabščini poročali. No in tudi to se je zgodilo, tako da tudi socialna omrežja zdaj objavljajo. Da ljudje, ki so na primer v Kartumu in verjamajo samo vladnim poročilom, ki vemo, da so cenzurirana, lahko zvejo direktno iz fronte, vidijo posnetke, ker slike ne lažejo. Se je pa kasneje pojavila ideja strani Toma in enega njegovega kolega, da bi tudi leteče kamere, kot jih je poimenoval, te majhne pravzaprav igračke, kvadkopterje, uporabili za snemanje iz zraka. Ker tudi sam sem bil večkrat priča. Smo na nekem terenu skupaj z domačini, z lokalnimi domorodnimi ljudmi in prileti bombnik Antonov, ki bombardira vse po vrsti. V poročilih potem piše, da so bombardirali uporniške vojaške položaje. Sam sem pa videl, da kilometre daleč ni bila enega vojaka, ampak dejansko res čisto samo civilisti. In ko so posnetki prišli na internet, poročila okrog po medijih, so govorili, da so montirani, da so zlagani, da dejansko to ni ta slika, da se poroča samo tisto, kar nekdo želi. No in ideja teh kvadkopterjev je, da lahko posname tudi zraka. Kvadkopter se lahko določeni modeli letijo več kilometrov daleč, dvigne tudi kilometer, 2, 3 v zrak in lahko posname celotno dogajanje. Tam pa ne bo več možnosti, da bi se govorilo, ali je res ali ni res, ker posnetek bo pokazal svoje. In kvadkopterji so tudi tisti, ki lahko pokažejo mase beguncev. Ko 10.000 ljudi bežijo zaradi napadov, je to nemogoče pokazati na posnetku. Lahko zajameš nekaj 10, nekaj 100, mogoče 1000 ljudi na enem posnetku. In vedno se tudi poraja vprašanje, kaj pa se dogaja za kamero, a ne? Ali je to res ali je zmontiran, medtem ko ti posnetki bodo pokazali, kaj v resnici je res. In pa tudi v težje dostopne predele se da priti s tem. Tako da to je, bomo rekli, neka nova vrsta poročanja, dokumentiranja, ki jo v svetu seveda uporabljajo za vse mogoče namene, od paparacev, da gledajo celebrityje na plaži in pri bazenih, do porok se snema, do ne vem kakšnih dogodkov športnih, ampak za zaščito ljudi pa se zaenkrat še niso uporabljali, vsaj ne v Sudanu, v Kongu ja, v Sudanu ne. Zakaj? Gleda se iz satelita, George Clooney in njegov Sentinel Project, gledajo iz satelitov premike vojske, ponavadi samo na področjih, kjer je nafta, kjer so interesi, nihče pa ne pogleda tem ljudem v oči. Tako da na ta način upamo in verjamemo, da se bo dalo kaj spremeniti, da bodo ljudje končno videli pravo resnico, tisto, ki jo mi na terenu vidimo sami. Ja, lansko leto smo prvo testno kupili sami in jo odnesli, bilo je kar nekaj težav, da smo prišli do tja in jo predstavili lokalnim ljudem. Ali so zato, da bi se na ta način poročali, ker tudi njih moramo vprašati. Bom rekel, z našega gledišča je marsikaj jasno, medtem ko njim, ki živijo v svoji naravi, je lahko nekaj problem. Tako da prva je bila dostavljena lani,
mislim, da januarja, ko Tomo je že bil v Nubskih gorah, no, in sem jaz prinesel potem ta prvo, smo stestirali in ljudje so bili navdušeni. In kasneje, še istega leta, sta potem še 2 bili dostavljeni, jih je Tomo dostavil v Nubske gore. Danes jih je skupaj, mislim, da že 6 ali 7. So pa vse v tem predelu južnega Kordofana z željo, da se premakne to vsaj v južni Darfur še in pa Modri Nil. Tako da upamo, no, da v tej dostavi, da bo Tomo uspel tudi na ostala področja dostaviti. Ja, poglejte, slab bi jaz rekel, ker ljudi še vedno pobijajo, še vedno se dogaja genocid, to se pravi, odziv ni bil še pravi. Do nas so prišli dokumenti, ko so posnetki, bom rekel, ganili 56 ameriških kongresnikov, ki so potem pisali Obami, da naj za božjo voljo že ustavita bombardiranje v Nubskih gorah, v Plavem Nilu. Skanirani dokumenti z vsemi podpisi, pa vemo, da se jih še vedno pobija tam. Moreno Ocampo, haaški tožilec, je za našo televizijo in pa tudi druge evropske povedal, da nekdo iz Slovenije dostavlja opremo v Darfur, v Sudan in s to opremo lahko lokalni ljudje sami beležijo vojno in poročajo in kličejo na pomoč in da je to za haaško sodišče neprecenljiv dokaz. Bom rekel, decembru lanskega leta je bila delegacija SRF, to je Sudan Revolutionary Front, vsi glavni poveljniki skupaj z njihovim predsednikom so bili po Evropi, bom rekel, skoraj da v vseh večjih državah, tudi v Sloveniji so bili v Evropskem parlamentu, kjer so pokazali naše posnetke, pravzaprav Uroš, kolega, ko je bil v Nubskih gorah, je posnel napad na kraj Tabanja, kjer so bile žrtve med otroci, ženskami, starci. In ti neposredni posnetki so bili takrat predvajani tam in ljudi je ganili, ampak kljub vsemu še vedno ni tam pravega odziva, niso ustavili in se mi zdi, da samo veliki akterji lahko to ustavijo. Mi manjši, a ne, včasih nam kdo reče, ja, pa zdaj boste s temi igračkami pa kamericami pa ustavili vojno. Ne gre za to, si ne domišljamo, da se to lahko zgodi, ampak lahko pa se poroča, lahko pa se pove, lahko se zgane tiste velike, ki imajo moč to narediti. Se pravi, da če uspemo mi priti s kamerami tja, z temi majhnimi letečimi kamerami, posnet vse to, potem bi tudi veliki, tisti, ki bi morali že v prvi vrsti od Združenih narodov in pa vseh ostalih držav poslati tja tehnologijo, tehniko, drone, da dejansko dokumentirajo in da se ne bo več ugibali, kdo je krivec in kdo ni krivec, ker v današnjih dneh je pravi absurd. Mislim, da vsi večji akterji točno vejo za vse premike, za vse, kar se zgodi, ampak javnosti tega ne povedo, ker po mojem bi bil odziv malce večji, kot je zdaj, ko se vse to prikriva. Tako da potrebno bi bilo pokazati še več, veliko več. Čeprav vemo, da posnetki hodijo do vseh večjih organizacij in pa konec koncev se na internetu najde takoj, če nekdo želi videti. Ja, to je zelo, zelo velik problem. Že v samem začetku smo računali na to, da bo treba te stvari napolniti, zato smo praktično z vsako majhno kamero ali veliko kamero dostavili tudi polnilce za napajanje preko avtomobilskih akumulatorjev. Se pravi, tam se kljub vsemu najdejo avtomobili in takrat, ko avto vozi, so se te naprave polnile. V krajih, malce večjih krajih ali pa naseljih se zgodi tudi, da je kak generator, tako da takrat se tam polnijo vse te naprave. No, v zadnjem obdobju pa na ta ogrožena področja dostavljamo tudi solarne polnilce, generatorje, manjše generatorje, mobilne, s pomočjo katerih se lahko naprave polnijo. Tako da
dejansko po svojih zmožnostih, treba je povedati, da te stvari niso ravno najlažje, glede na to, da vso opremo dostavljamo v nahrbtnikih in kovčkih sami, ker zaobljubili smo se, da bomo vso opremo predali direktno prejemnikom v roke, brez vseh posrednikov. To pomeni, da jo lastnoročno dostavimo na ogrožena področja, smo omejeni s težo in tudi z letali dejansko osebna prtljaga je zelo malo, medtem ko malce bolj zmogljiv solarni polnilec je takoj 10-15 kg ali pa najmanjši generator je tudi 10-12 kg, tako da smo omejeni s težo. Potem pa seveda tudi na lokalnih letih, sploh pridemo do ogroženih področij, je potrebno še kar nekaj letov z raznimi organizacijami po bodisi Čadu ali Južnem Sudanu, da se pride nekje v bližino meje, tako da tukaj smo zopet omejeni. Ampak nam uspeva. Počasi se oprema dostavlja. V Nubskih gorah je do zdaj po mojih podatkih 1 ali 2 solarna polnilca pa nekaj generatorjev. Govorimo o zelo velikem področju, kjer je, ne vem, okoli 1 milijon prebivalcev. Zelo žalostne zgodbe so to, ampak zaenkrat nam uspeva. To predstavlja seveda velik problem. Ta državljanska vojna, ki je vzplamtela, pa morda v tej priliki pustimo vzroke, med Dinkami in Nueri, je seveda razdvojila lokalno prebivalstvo in po pretežnem delu, vsekakor pa tam, kjer so naftna polja, se bojujejo. To pomeni, da je dostava navidezno vsaj nemogoča. Tomo je ponovno dokazal, da je mogoče, ker je zopet na teh področjih. Je pa zelo težko, ker v vsakem primeru, tudi če ni bilo vojne, je težko dostavljati opremo, ker hitro se lahko zgodi, da te kdo obtoži, da si vohun ene, druge ali tretje strani, zakaj to nosiš tja. Že pri nas je težko ljudem razložiti, da dejansko prihajamo z res najbolj čistimi nameni pomagati ljudem, v Afriki pa je to še veliko težje. Naj povem, da v mestih so ljudje, tako kot bom rekel povsod po svetu, zelo pokvarjeni. Jaz pravim, da je vse smrkljasto tam. Za nikogar ne veš, komu paše, zelo hitro menjajo strani, danes je na vladni strani, drug dan bo na uporniški in potem zopet nazaj. Cel kup vohunov je. In s to opremo prečkati tako veliko državo, kot je Južni Sudan, je že samo po sebi velik izziv in tveganje seveda. Ampak s to državljansko vojno je pa še težje, ker mesta, kakor lahko slišimo, beremo, smo obveščeni, padajo z enih rok v druge. Ljudje trpijo blazno tudi v Južnem Sudanu, tudi tam bi bilo potrebno vzpostaviti nadzor. Zopet je nesprejemljivo, da se ugiba, ali je, ne vem, neka vojska zasegla mesto ali ne. To včasih traja teden, dva, pa se ne ve, kdo dejansko je prevzel mesto. Tako da, ja, težko. Vse nam pa, do zdaj se nam je vsakokrat posrečilo priti na ta področja. Vedno se najde nekdo, bodisi kakšna lokalna organizacija, bodisi uporniške skupine, bodisi čisti civilisti ali pa kakšna druga nevladna organizacija, ki nam pri tem pomaga. Vsakič se seveda sprašuješ, ali bo šlo vse lepo in gladko, ali je kdo podkupljen, prodan ali ni. No, ampak kot sem rekel, zaenkrat nam uspe. Je pa to velik problem, zelo velik problem. Vsak dan zase je presenečenje in šok. Ne vem, pa bom začel s pozitivnimi. Zelo me je lokalno prebivalstvo presenetilo. Kako dejansko so res čisti, kako so še nepokvarjeni, kako živijo z naravo, kako spoštujejo vrednote, o katerih pri nas samo govorimo, pa pišemo. To mi je nekaj prelepega pri njih. Pa ne glede na to, katero pleme, kater del Sudana. Skratka, navadni ljudje, tisti zadnji, so še vedno res neverjetno čisti. Ostali vmes so se že zelo pokvarjali, je treba reči.
Šokiralo me je mogoče prvi stik z begunci, ko vidiš množice, nepredstavljive množice ljudi, kako životarijo v begunskih taboriščih, in pa pred taborišči tako imenovani drugorazredni begunci, second class, ki jim ni dovoljeno vstopati v taborišče in potem, ne vem, ena mama, ženska z kopico otrok, nekaj njenih, ostali so verjetno med begom se pridružili, ko so napadali njihovo vas, mnoge so že izgubili in skratka životarijo pod akacijami. Ali pa, bom rekel, tudi šok je spoznati uporniško vojsko. Ne vem, ko beremo, si vedno mislimo uporniki, pa teroristi, pa vojaki, vse v en koš mečemo. V resnici gre za mlade fante, ki bi morali imeti pred sabo še vse življenje, pa dejansko umirajo na fronti. Se ne umirajo generali, tudi sem pa tja kakšen, ampak politiki in lordi vojne ponavadi preživijo. Tisti, ki so žrtvovani na bojiščih, so pa res preprosti, nedolžni fantje, možje, očetje, in to je šok. In ko ti vsak izmed njih pove, da se bori za to, da bodo njegovi otroci lahko enkrat v šolo hodili, da bodo svobodni, da bodo imeli neko prihodnost pred seboj, zase pa že v to, da je praktično nimajo, je res velik šok. Tako da, ne vem, videti otroka starega manj kot leto dni, pa ga je sama kost in koža, ko ga vidiš, misliš, da enostavno bi moral biti že mrtev, tako je shiran, podhranjen, pa kljub vsemu vsi okrog njega še vedno upajo, da se bo pomogel in da bo preživel. Ne vem, šok je poslušati zgodbe, ko ti ena mama pove, da so ji pobili veliko večino ali pa vse otroke in to na kakšne grozljive načine. Skratka, to je nekaj takega, kar te šokira. In to je tudi tisto, kar je povod temu, da smo se odločili ustanoviti Hope in na tak način pomagati in to res po svojih najboljših močeh. Tako da vsak dan je lahko en pozitiven šok ali pa negativen šok. Je pa že Afrika sama po sebi taka dežela, da te preseneti v vseh pogledih. Ja, naj poudarim, da Hope nima zaposlenih, v Hope ni nobenih članov. Hope je peščica nas, ki smo že od štarta želeli pomagati Tomu Križnarju pri njegovih prizadevanjih, tako da se dejansko res trudimo po svojih močeh narediti čim več. Ja, načrte imamo, ampak se stvari, bom rekel, res iz dneva v dan premikajo. Vsekakor bomo vztrajali pri tem, da pride vrtalna naprava na svoje mesto. Vztrajali bomo, da se več opreme dostavi, še več letečih kamer, interneta. V vsakem primeru je pa namen biti zgled velikim, da bi potem, ko se bo videlo, da se da, oni v pravih količinah in v pravi meri potem pomagali ljudem. V prihodnje, dajmo se presenetiti, imamo kar nekaj idej, ampak marsikatere izvodenijo zaradi bodisi finančnih nezmožnosti, bodisi razmer na terenu, ampak v vsakem primeru energija je, ostalo se nam gremo.
the conflict of Darfur started like 11 years ago in 2003. Since then, the atrocities were going unwitnessed, except with some travels of journalists from the West. Sometimes they come and sometimes they don't. And it was mostly secretly, the government was exterminating the indigenous people from the area of Darfur and immigrating immigrating some Arab nomads from the western part of Africa, which is either Nigeria, Chad, Mali, and Central Africa, to inhabit the area which is evacuated forcibly. And the relation between Slovenia and the Darfur conflict started with the initiation of your late President, Mr. Berlusconi, who tried to involve himself in the conflict and tried to find a solution for it. For that, he sent Tomo Chrysler as a special envoy to come there and to invite the rebel groups here in Slovenia to find a way of unification between the rebels, plus some way to negotiate the conflict with the government of Sudan. Unfortunately, Mr. Berlusconi died very soon after that, and the relation between Slovenia and the Darfur conflict start to gain momentum by the travels of Tomo Chrysler to Darfur and to several areas until he reached to Jabal Marra, and he ended in the hands of the government of Sudan. And at last he was sentenced for 2 years because he entered the country illegally. And the intervention of the government of Slovenia brought him out from the prison. But he did not give up. He again came there and he again witnessed. And the idea of these small cameras, the idea of the cameras started with very small, tiny cameras, so that the vulnerables, the children and the women, can defend themselves from the predators. And the day we announced that there are hidden cameras with the victims, for 6 years we didn't hear of any attack towards the women or the children in the surroundings, where we announced that there are hidden cameras with the women and the children. So it was a good effect. They started this, so it built on that. First, the second visit of Tomo, he was accompanied by Klemen Mihelic, who came back and immediately established and created the HOPE organization, which took the place of protection of the civilians and spreading the news about the atrocities going on in the area there. And they started with some kind of internet which can be used through satellite telephones. They started with it, and then they promoted with video cameras and internet of different kind, and they helped very, very, very much the vulnerables and the needy people in the area in the face of protection by using cameras and satellite phones and what we can say footages. And, even by their help of the internet, people are now able to
send the atrocities immediately on the spot. The same day they can put it on the internet what happened in the morning, and now nothing can go unwitnessed because of the coverage of the internet and the cameras provided by Hope organization from Slovenia here. In all, I think the Slovenians, Hope organization plus Tomo Krishner and Klemen Mihelic did what the whole international community failed to do. They sent like 20,000 troops to Darfur to protect the civilians, and it came out that they are even not able to protect themselves. So if they provided us with that money, which is like paid to them to get cameras and internet everywhere, like to widen the project of Hope organization in the area, it will be more sufficient and more feasible in defending the civilians in the area there. So this is what I can say about the project and Hope organization, and I hope it will the Hope organization can grow and go more and keep their momentum now. I will not ask them to do more than what they have done and they are doing. So my hope is, I wish if the international community can come on the same track of Hope organization to have the support for Hope organization to widen the project, which is now led by Hope organization and Tomo Krishna in the area there. And it is the only need. We don't need food. Our land can grow if there is safety. Just what we want is the stability and the security, which can make us at least lead our life without the fear of bombardment or land attacks, which led by the government of Sudan and its Janjaweed.